Živijo, jaz sem Hiriko in kaj sem? Sem budistični menih, kar je mogoče nenavadno. Tole zraven je Riki, živijo, ok. In midva z Rikijem in še Zoltan, ki je tudi zraven, živimo v samostanu Samanadipa. To je manjši samostan, kot že ime pove, je gozdni samostan, to pomeni, da smo radi v gozdu. In ta lep gozd se nahaja v okolici Trebnjega na Dolenjskem. Tlele med hribi, dolini, potoki, vinogradi, tako da in med čudovitimi sosedi. Tukaj imamo že tale majhen samostanček že 4 leta. In tlele že ljudje že vse ta 4 leta sem prihajajo na učenja ali nam pomagati, tudi prinesejo hrano darovati menihom, kar je v skladu z našo tradicijo. Tukaj tudi se meditira, vprašanje vprašanja. Trenutno živimo v tem času epidemije COVID-19. Vem, da ste že vsi siti glede tega. Torej, ampak stvari bojo spremenile, so se spremenile. Medtem ko so ljudje večkrat prihajali v samostane, na pogovore, na meditacije, se je kar naenkrat to zaustavilo. Zaradi tega sem dobil tudi veliko prošenj, da bi učil nadaljavo, torej live, v živo. Kar se je izkazalo, da ni to najboljša opcija, ki pri meni leži v srcu. Je bilo vse bolj kaotično, neurejeno, v glavnem, ni to. So bili pa potem predlogi, če se bi dajali kakšne učenja, takole posnetke, video. To smo se pogovarjali med menihi in smo tudi ugotovili, da moramo iti s časom. Ne moremo zdaj pričakovati, preveč idealizirati pravzaprav našo meniško gozdno življenje, tako kot je bilo v času Bude. To pomeni, da so ljudje prihajali k Budi in njegovim učencem, tam nekje med džunglami, gozdovi, med gorami in jamami. Tudi na Tajskem je podobno, ko ljudje prihajajo k menihom v neke gozdove. Danes je malo bolj težko to pričakovati. Mi ljudje smo zdaj bolj vajeni gledati v ekrane in dobivati učenje, informacije iz naših mobilnih telefonov ali računalnika, tablic. Tako da je malo težje zdaj pričakovati, da bi zdaj ljudje se zdaj nekaj spotikali po našem gozdu in nas iskali. Torej, še zmeraj pa rabimo nek pristop, neko povezavo med samostanom ljudi. Danes je zelo običajno in normalno delati neke, komunicirati z ljudmi preko teh videoposnetkih. Tako smo pomislili, da mogoče moramo tudi mi iti malo se modernizirati in iti s časom. Tako da s tem upam, da lahko dosežem tiste ljudi, ki se želijo biti doseči, da mogoče dam nek nasvetov dami, da pojasnim o učenju Bude, tudi kako kontemplatirati, kako meditirati, kako živeti življenje moralno, krepostno, kako umiriti in bomo poskusili. Torej, te posnetki so zdaj za vas. Zdaj pa tudi odvisno od vas, ali so taka učenja, tak pristop dobrodošli ali ne. Če niso, kar je v redu, ne bomo potem ne vem kaj nadaljevali s tem. Če pa kaj pomaga in je nek odziv, mogoče bo tu zdaj neka naša nova tradicija, nek nov pristop, da dosežemo ljudi v Sloveniji. Torej, da bi bilo čim več v slovenščini, to se še zmeraj dobro spomnim, primere, ko pridejo ljudje do mene in čisto z veseljem mi povejo, kako je čudovito poslušati učenje tudi v slovenščini, ker mnogo ljudi dobiva informacije in znanje glede Budega učenja v angleščini. Torej, da ima nek tolmač pristop, še marsikdaj je to že izrazil,
neko veselje in radost in hvaležnost do tega. Tako da bi tudi rad nadaljeval, da govorim v slovenskem jeziku. Torej, ne vem, kaj še ne rečem, moji posnetki naj bi bili kratki, tamle 5 do 10 minut, zdaj že skoraj govorim že kar nekaj minut, bi pa predlagal, da spodaj v opombe ali na moj naslov, na e-maile, pošljete predloge, kako narediti pristop, kakšne so želje, kakšne so potrebe, pa tudi vprašanja o Dami, vprašanja o tem, kaj je Buda učil. In jaz bom potem vsake nekaj toliko časa, ne vem, vsake par dni, naredil tak kratek posnetek, tako bolj na hiter, odgovoril na neka vprašanja, in to je to. Torej, bomo videli, kako bo šlo naprej. Ok, srečno.